Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Srčna ekipa, saj veste, tista, ki je lani junija rešila Slovenijo pred epidemijo, ki sicer še vedno traja, je polna pravljičnih likov. Eden, recimo mu kar rožle, mal bi kašo pihal, mal pa ne fafangel, sicer odhaja, drugi, lahko bi mu rekli bedanc, Kosova uka, Milan Kuka Krek, pa ostaja. In kdo je tu kekec, se boste vprašali. Kekci smo mi. Kekci smo mi. Vi pa gledate 113. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali zbirokratizirana Slovenija. Kako zbirokratizirana je v resnici naša država? Vlada ima strateški svet za debirokratizacijo. Kako bo pomagal debirokratizirati Slovenijo, bomo vprašali predsednika tega sveta in našega stalnega komentatorja, magistra Ivana Simiča. Pomagala pa mu bo pri tem naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj. Oba toplo pozdravljena. Pozdravljeni. Lucija, najprej zate vprašanje, če dovoliš. Ko gledamo tele sodne procese, res da iz anglosaksonskega sveta po televiziji, to izgleda dinamično, napeto in tako naprej. Ko pa si enkrat priča pač delo sodišča v Sloveniji, pa izgleda vse prej kot to. Zakaj recimo pri nas na sodišču se zdi, da je najbolj pomembno tisto, ko sodnik, sodnica narekuje zapisničarju, kaj je kdo povedal, a zapisničar ne sliši prej tistega, kaj je povedal, ker tam, ne, še enkrat sicer poudarjam, to je na televiziji, ampak vseeno, tam pač tisti daktilografi to sproti zapisujejo in tisto velja. Zakaj pri nas mora sodnik zmeraj ponoviti, kaj je nekdo povedal in potem se tisto mučno zapisuje in je cel poudarek, saj tako zgleda nam laikom, je na tem nekem zapisovanju, ne pa v bistvu na nekem soočanju argumentov, na nekem soočanju mnenj, skratka na ugotavljanju dejanskih stvari. Hvala za to vprašanje, z veseljem bom odgovorila. Pri nas se sicer zdaj snemajo obravnave in lahko povem, da ko se prepisujejo zapisniki in ko dobiš pripis snemanja, potem ti je jasno, zakaj povzemajo in zakaj delajo. To je slovenščina, ki jo govorijo ljudje na sodišču, je izpod vsakega nivoja. Se pravi, je to zaradi jezika po tvoje najbolj? Ne, tudi stavko ne znajo formulirati. Mislim, tukaj se kaže zelo nizka kultura govora. Hkrati bi pa jaz predlagala in tudi to probam na sodišču vpeljati, da bi se to povzemalo in hkrati bi pa zvočni bi se snemalo in bi bilo samo za primer spora, da si zavrtiš posnetek. Ker to, kar se pa prepisuje, pa dobiš po 200-300 strani zapisnika prepisanega, kar pa tudi ne bere več potem nihče. Tako da mogoče kultura govora razvijati ljudi, naučiti pravilno se izražati, jasno in koncizno bi bilo zelo koristno. Zdaj, tudi, koliko je po tvoje, recimo, pač ti kot odvetnica delaš na sodišču, koliko je tam, recimo, ene birokracije, ne? Se pravi, je veliko te papirologije, se mi zdi, da ja. Na kak način bi se dalo, recimo, to omejiti, koliko to obremenjuje pač v bistvu, ker vendarle ljudje hodijo na sodišče po pravico, ne? Tako nekako si domišljamo in me zanima, je pač ta papir je v funkciji tega ali ni? Je, ampak zdaj bom povedala, mogoče bo anekdota. Torej, jaz slišim Ivana na televiziji na nekem dnevniku, ki pove, da je zdaj več ni treba podpisovati pošte z besedo datuma, ne? Ja. Ker moja danica si je vedno želela, da bi 1. maja pošto dvigovala, ne? Ker bi 1. maj zelo hitro napisala. Ampak nekako ne znese, ne? Ponavadi kakšnega 27. novembra. In 2021. Ne, dobro, letnica je lahko, mislim, da je številko. No, zadnjič prije čez 1 uro iz pošte in jaz seveda vsa besna rečem, kaj ste pa hudiča delali 1 uro na pošti, se več ni treba z besedo pisati. In mi reče, kako da ne, zdaj imamo pa še več, zdaj moramo pa vsako kuverto še posebej poskenirajo in moramo še tisto podpisovati na tisti, karkoli, na tisti monitor, karkoli je že. Evo, Ivan, si videl, zdaj so tvojo dobro idejo so čisto zlorabili, ali kako? Ali to še ne velja? Mislim, da to še ne velja, ali že velja, Ivan? Lucija prehitro posluša. Aha, okej, evo.
Ne, jaz imam želje, Lucija, ki je mene slišala, je že mislila, da je uradni list. Ja, Lucija je rekla, ne, pač Ivan okom, jaz skokom. Ja, ne, tako, ja, evo. No, Kje smo zdaj? Se pravi, Ivan, ti si lani septembra, ne, si prvič predstavil te pač predloge vašega sveta. Ja, izvoli. Jaz sem septembra predstavil prve predloge, ker to so dve vrsti predlogov. Prvi predlogi so tisti, ki so bili davčni, gospodarsko in pa iz okolja, to je bilo 70 predlogov. Največji poudarek je seveda bil na davčnih. Potem smo se pa lotili priprave tega paketa debirokratizacije oziroma zakona o debirokratizaciji, katerega smo zaključili in je bil potem, mislim, da 18. ali 17. marca potrjen na vladi in je šel v državni zbor in zdaj v državnem zboru čakamo, kdaj bo šel naprej. In to je to. Tako da to sta te dve zadeve, ki smo jih naredili v tem času. Ampak zdaj, v bistvu te tvoje predloge, Ivan, ne? Zdaj, zelo velikih je bilo na začetku, zdaj verjetno jih je veliko našlo pot tudi do zakonodaje ali pa je še bo našlo. Ti si se pa tudi verjetno nekaj naučil zdaj v tem času, od lanskega septembra ali pa odkar vodiš ta svet. Kako bi ti rekel, je velika pripravljenost na ministrstvih in potem navzdol, da bi se šlo nasprot ljudem, državljanom, da bi se poenostavili postopki, ali je bolj nekako ta vtis, da se raje držijo kot pijanc plota teh nekih paraf, predpisov in tako naprej? Ne, jaz bi rekel, da je veliko idej za spremembe, predvsem jih opažam pri ministrih pa državnih sekretarjih, ki bi želeli poenostaviti. Ampak potem, ko ti daš neki predlog za poenostavitev, potem se pojavijo nasprotniki, kot so, ne vem, opozicija, ki nasprotuje samo zato, da nasprotuje, torej brez konkretnih argumentov, ker res pravim, če nekdo nasprotuje, naj da še predloga, pa ne predlaga kakšno poenostavitev. Potem se, ne vem, v kakšnih zadevah se pojavijo sindikati, te so oni kritični do te socialne kapice, kar moram priznati, da prej ni bilo razprave, zato sem tudi povedal, da v bodoče se bom tudi z njimi sestal že prej, ko se bo zakon pripravljal. Potem pa recimo je pa tisto, kar se mi pa pol pojavlja, ne, ko je zakon enkrat objavljen, pa vsak išče, kako bi preprečil določeno spremembo. Ne. Recimo zdaj je menda aktualna, tam se je predlagalo, da ni treba delati projektne dokumentacije, če gre za zadeve, ki so v okviru države in tako naprej, ampak zdaj vidim, da se najbolj razburjajo arhitekti, ker menda so izgubili delo. Danes me je celo klicala novinarka, pa je pol nisem mogel odgovoriti, ker sem imel pač eno sejo nadzornega sveta. Nisem jim mogel pač odgovoriti, zdaj ne vem, kaj bo jutri napisala v časopis, ampak enostavno ljudje ne smejo gledati sebe, oni morajo gledati interes države. Če bi jaz tako razmišljal, potem ne bi ustrajal na temu, da smo leta 2008 uvedli informativni izračun dohodnine, kajti s tem informativnim izračunom sem, bom rekel, desetinam davčnim svetovalcem oduzel delo. Res, ker smo to poenostavili, prej so pa davčni svetovalci vlagali tudi, bom rekel, malo težje dohodninske napovedi. In zaradi tega pravim, da ne smeš nikoli pri tem gledati, da bo nekdo izgubil delo ali pa da bom jaz izgubil delo. Mora si iti v poenostavitve in idej je veliko za poenostavitev, torej zdaj za drugi paket, za naslednji zakon o debirokratizaciji, kajti ideja je, da se bodo ti zakoni nadaljevali po členih. Imam že recimo enih 200 strani pripravljenih predlogov in temu zdaj čez prvomajske praznike šel skozi. Nekje do 14. maja pričakujemo predloge gospodarstva in vseh teh deležnikov, ki želijo dati predloge. Smo poslali tudi poziv, da naj pošljejo in tudi ministrstva in po 14. maja bomo pač zadevo skompletirali tam nekje računam do počitnic v novi drugi zakon o debirokratizaciji. Super. Lucija, to se sliši impresivno, ne? Seveda. Sliši se impresivno. Torej, moje mnenje, mislim, jaz Ivana zelo visoko cenim, ne? Tukaj nesporno. Se pa ne moram z njim strinjati, ne? Pa upam, da lahko še to povem, da me ne bojo še zaprli zaradi tega. Zaradi tega te po moje nove zaprli. Ne veš, kako se zadeve odvijajo. Ampak stvar je taka, da jaz recimo, mene moti to, da se ta znižanje davčna olajšava, splošna davčna olajšava odlaga v leto 2023, če se ne motim, ne? To je tako, a veš, takrat leta 2024 mi ne vemo, kdo bo na oblasti, ne. Ti lahko rečeš, mi smo sprejeli zakon o znižanju zvišali davčno olajšavo, vi plačujete manj davka, ampak s tem ti zavežeš neko vlado, ki lahko ta zakon v enem tednu reče, ljubčki denarja ni, in ga tudi ne bo, to vemo. To ne velja. Torej, jaz takrat, ko je Bratuškova dvignila DDV, se spomnim, da je bilo to zelo hitro narejeno. Ni bilo en let 1%, pa pol naslednji let še 1%, ampak je kar za 3% od prve dvignila, ne? Za 2. Za 2. Ja. Za 2. 2022, točno. Za 2. Ampak ti si pa predlagal, da bo prva se bo to čutilo leta 2023.
če bo tista vlada takrat Ne, Lucija, narobe. 2022 davčno leto, boš ti čutil davčno olajšavo 2023. Ne, mi smo pripravili zvišanje splošne olajšave iz 3500 na 4000 v konec avgusta, kar pomeni, da je bilo dovolj časa, da bi se zakon pripravil in sprejel do konca leta in bi to leto že lahko veljalo. Ja, pa ni, ne? Lani ni šlo in jaz pravim, jaz sem tu bil, lahko rečem, da sem bil razočaran, da te zadeve niso šle naprej, ampak na to nimam vpliva. Torej, moja naloga je, da pripravim, potem je pa to vse v To je rokah. tako nekako, zdaj bom se malo tako izrazila, stojim po koprivah, ne? Vi dajete zdaj, da nalagate obveznost nižanja davkov neki bodoči vladi, ki bo to naredila ali pa ne bo. Če bo naredila, bo ta vlada rekla, to smo mi predlagali, če ne bo naredila, lejte, mi smo to Jaz mislim, da je tle nek, To je vse fajn, da to zmeraj. razčistimo, Lucija, da je to nek nesporazum. Ker če jaz prav Ivan ne razumem, saj on je, v bistvu, vi ste posvetovalno telo, ne? Saj nimate nobene moči. Se pravi, če on je hotel, da bi to bilo že sprejeto lani, se pravi, da bi že letos veljalo. Lani je imela ta vlada večino v parlamentu, letos je nima, ne? Ja. Ampak dobro, sej on na to ne more vplivati, zdaj kdaj bo, kdaj ne bo. Nič proti Ivanu, nič proti Ivanu. Lahko, da pač te predlogi sploh ne bojo šli skozi, oziroma se bomo v drugem delu pogovarjali o konkretnih, kaj je šlo skozi, kaj ne, pa kaj je, zakaj ja, zakaj ne. Veš, mislim, to se da v enem tednu sprejeti. Samo Ivan tiska lahko sprejme. V enem tednu glih ne, ampak se da hiter, ja. Mislim, jaz ne verjamem, da je kdo na tem svetu proti nižjim davkom. No, mislim, res Ne, so. A so? Proti zvišanju olajšave so sindikati in Levica, zaradi tega, ker se s tem največ koristi imajo bogati. Jaz, mislim, pol sem Ja, Lucija, to si ti. Ja, evo, no. Ti imaš največ koristi in zdaj tle se neki buniš. Ampak veš kaj, v naši progresiji bodo zmeraj imeli največ koristi od katerekoli olajšave tisti, ki plačujejo največ dohodnine. Poglej, Ivan, enotna davčna stopnja je najbolj enostavna zadeva. In tisti, ki so bogati, plačajo gledano absolutno seveda bistveno več davka kot reveži. Ne? Jaz imam občutek, da se s to davčno reformo uničuje srednji razred. Da bomo mi kot srednji razred v bistvu najbolj obremenjeni, zato ker oni bodo imeli tudi socialno kapico, tisti, ki imajo tukaj in tukaj dohodka, ampak ti boš mogel ta manko od nekoga dobiti. Od revežev ne boš mogel, ta bogatim ne bo treba. Ampak zakaj govorimo o manjku? Bomo se po oglasih pogovarjali, če bo treba kaj dobiti, pa odkje bomo to dobili. Mi je pa všeč. Ja, seveda, debata se je toliko razvila, da moramo iti na oglase. Ampak ne nam iti gledalci, se vrnemo po že napovedanih oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako je zbirokratizirana in kako očitno tudi obdavčena je Slovenija. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Ivan Simič, pogovarjamo pa se o tem, kako zbirokratizirana je Slovenija, oziroma če dalje bolj o tem, kako obdavčena je Slovenija. Dobro, v prvem delu oddaje smo razčistili, da Ivan lahko predlaga, nima pa čarobne palčke, da bi bilo vse, kar predlaga, sprejeto, se pravi, nekaj je sprejeto, nekaj ni, nekaj bo, nekaj ne bo, nekateri predlogi so nam všeč, nekateri nam niso. Vse ok, ampak zdaj me zanima, Ivan, ta socialna kapica, ki si nazadnje omenil, da bi drugič prej opravil pogovor s sindikati, preden bi to pač dal v zakon. A lahko zdaj plastično razložiš na primeru enega podjetja iz Slovenj Gradca, zakaj ti recimo zagovarjaš socialno kapico? Torej, socialno kapico zagovarjam zaradi tega, ker jo v Sloveniji že imamo. Imamo jo za odvetnike, kot je Lucija, imamo jo za samostojne poklice in tako naprej. Torej, odvetniki ne glede, koliko zaslužijo, ne glede, koliko imajo, plačujejo, tudi bomo neki drugi samostojni poklici, plačujejo maksimalno 2400, mislim, da je 81 ali nekaj takega evrov prispevkov. Torej, kar ustreza nekje 6400, 6500 bruto. Torej, v Sloveniji določeni davčni zavezanci že imajo socialno kapico. To je en razlog. Drugi, plačevanje prispevkov nad nekim torej neomejeno, nima nobenega smisla. Vsaka solidarnost se konča pri nekem znesku. Gospodarstvo predlaga socialno kapico na 4600. Če bi se hoteli primerjati po BDP-ju z Avstrijci, ki imajo socialno kapico na 5500, bi jo mi morali imeti nekje, ne vem, na 3500 ali pa ne vem, na 3000, kar je absolutno prenizka. In zaradi tega sem jaz
mislim, moj predlog je že od leta 2011 na 6.000 evrov in je še danes na 6.000 evrov. Kar bi bilo više kot v Avstriji, recimo. Kar bi bilo više kot v Avstriji, kljub temu, da imamo skoraj dvakrat nižji BDP, pomeni, da jo uvedemo in jo imamo. To, kar sem že nekajkrat preveril, jaz imam stranke, ki prihajajo v Slovenijo, želijo tukaj nekaj delati. Ko jaz njim razložim naše davčne predpise, ko jim razložim, da se pri nas prispevki plačujejo neomejeno od plače, enostavno rečejo hvala in grejo naprej. Mi se moramo zavedati, da tujcu je čisto vseeno, ali ima tovarno v Sloveniji, ali ima v Srbiji, ali Bolgariji, ali Romuniji. On gleda davke, da bo njemu čim več ostalo. Potem gleda, koliko mu dajo občina, mu dajo zastonj zemljo. Vse že Avstrija daje, bom rekel, za določene zadeve zelo poceni zemljo, kar pri nas ni. Ne? Tudi Italija. No, to pomeni, mi se tle prepočasno prilagajamo, zato ker imamo 100.000 razlogov, ker vsak vidi korupcijo v vsaki zadevi. In dokler bo tako, ne bomo nikamor prišli. In socialna kapica je ena taka kategorija, kjer ti rečeš, pokojnine so omejene, zadeva zaključena. Po drugi strani, Lucija je prej rekla, da se ne strinja s socialno kapico, strinja se pa za splošno olajšavo. Torej, strinja se za zvišanje splošne olajšave. Ampak moramo vedeti, da zvišanje splošne olajšave za 1000 evrov lahko prinese dvakrat večji izpad prihodkov, kot pa socialna kapica za vse nad 6000 evrov. Ampak pa zvišanje splošne olajšave pa koristi večjemu številu ljudi, ne? Je koristi večini, ampak glej, spet govorimo o tem, jaz imam plačo 30-40 tisoč in imam penzijo, imam pa omejeno. Torej, moja pokojnina je omejena, tako kot on, ki plačuje, ne vem, od 5500. Torej, to je tisto, kar hoče reči. Ampak zdaj recimo hipotetično, ne? 30.000 evrov ima nek menedžer plače zdaj v Sloveniji, koliko mu ostane potem? 12.900. 12.900 neto. Če bi pa šel recimo v Srbijo, bi mu pa ostalo koliko? 26.300. 26.300. Ja. Pa ne bi bil 30.000. Ampak ne bi dobil plače 30.000 evrov. Ne bi ravno tako, ker je on je tuji menedžer, njega plačuje tujec. Tujega podjetja. Torej nek Američan ali pa nek, bom rekel, multinacionalka, je za njo vseeno, njen menedžer se zmenja. Ne dobiva lokalne plače, dobiva plače od svojega matičnega podjetja. Jaz sem se preselil z mojo družino v Evropo, tam nekje sem, je to Slovenija, je to 500 ali 800 km stran, je to Bukarešta ali pa to Beograd, je njemu popolnoma vseeno. A ti misliš, oprosti, Lucija, samo še eno vprašanje imam za Ivana, takoj dobiš besedo. Ivan, a ti misliš, da ta podjetja, ki so se zdaj 3 podjetja so v zadnjem času najavila selitev proizvodnje iz Slovenije, a je to povezano z višino pač stroškov dela pri nas nasploh, se pravi, ne vem, višino minimalne plače, ali tudi z socialno kapico? Jaz menim, da je povezano z obema zadevama. Kajti, če sem jaz menedžer v Sloveniji, moj kolega pa menedžer v Bolgariji, Romuniji ali pa v Srbiji in jaz dobim skoraj pol manj kot on, tudi jaz bom rekel, se bom najdel 100 razlogov, zakaj gremo tukaj. Prvo minimalna plača je visoka, tako in tako naprej, ne vem, delovni pogoji, davko dohodka je visoka stopnja in tako naprej. Sej ne najdeš ničesar, kar bi nekomu nekaj ponudil, da bi rekel v redu. Nekje ti še dajo neki v državi za vsakega zaposlenega delavca, ne vem, po 2000 ali pa 1500 dodatnega denarja in tako naprej. Ja, razumem. Lucija, kaj je zdaj ta princip solidarnosti? Drži to, kar je Ivan rekel, vsaka solidarnost se nekje konča? Jaz to sicer načelno razumem, ampak prvič me moti izhodišče, da gre nek podjetnik kamorkoli ali v Sloveniji ali v Bukarešti ali na Kosovo ali kjerkoli. Osebno mislim, da bi morala Slovenija to, kar je bila njena primerjalna prednost ob ustanovitvi Slovenije, pred 30 leti, to je, da smo imeli relativno visoko izobraženo delovno silo. Da so bili naši delavci izobraženi, so znali delati in so bili disciplinirani delavci. Zdaj misliš, da niso več? Mislim, da ne, da je to zadeva kot šolstvo in vse celotna družba pravzaprav zelo nazadovala, kar se tega tiče. Zato bi morali graditi na kvaliteti delovne sile in tudi temu ustrezna podjetja, ki rabijo kader, ki je izobražen, ne ki rabijo tam neke fizikalce, ki niso izobraženi, ne. In potem bi bilo logično, da bi vsi imeli višje plače in da ne bi bilo vseeno v Bukarešti imel delavca, ki zna, ne vem, ki ima 8 razredov osnovne šole, ali bo v Sloveniji najel inženirja, ki nekaj obvlada, ne. Tako da se mi zdi, da je v izhodišču... Pomešala si, Lucija. Prosim? Pomešala si. Delavec z 8 razredov osnovne šole pa inženir sta različnih kategorij dela. Ne vem, če je penzionist. Eden dela za tekočim trakom, on je pa šef. Ja. Pri nas imaš različne ljudi, ne? In jaz imam opravka z ljudmi, ki imajo nizko stopnjo izobrazbe, a ne? In imajo nizek dohodek in so torej temu ustrezno
pahnjeni v sistem države, ki pa bo njemu od njega zahtevala plačilo pravzaprav socialnih in teh prispevkov, a ne, relativno napram tem, ki imajo visok dohodek, relativno visoke. Ne, vsi imajo isto stopnjo. Ne more biti. Prispevkov imajo, vsi imajo enako isto Gledam stopnjo. primerjalno, če enemu ti vzameš 200 evrov, pa imaš 600 evrov plače, a ne, Ne, pri 600 evrov mu vzameš 22, mu vzameš 120. big deal. Mislim, ne, a veš, če mu vzameš 120, tem ljudem je 120 evrov velik denar, nam se lahko zdi majhen, a ne. Jaz to razumem, Lucija, ampak jaz bi tole vaju vprašal. Ne? Sej v vsakem sistemu pač sistem dopušča, pa niso to niti zlorabe, ampak pač, ne vem, kako bi temu rekel, izkoriščanje sistema. Ne? Recimo, če imaš ti pasivne dohodke v Sloveniji, si lahko tudi privoščiš, da si recimo izplačuješ minimalno plačo in imaš posledično zelo nizke prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Imaš nizko penzijo, ampak ker imaš pasivne dohodke, recimo te to ne boli. Hkrati pa ne vplačuješ toliko v blagajno, kolikor bi recimo pač lahko, ne? Ali pa bi moral bi kdo rekel. Iz teh pasivnih dohodkov plačaš tudi davek. Ne, to pozabljaš. Ti plačaš davek od najemnin, od premoženja, od vsega. No, vse zato se dajmo celovito pogovarjati. Ne? A smo mi preveč fokusirani sam zdaj na te pač prispevke ali pa davek na plače, ali bi se morali pogovarjati tudi, ne vem, o DDV-ju, o drugih davkih. Ker to smo dobili veliko vprašanj zdaj pred današnjo vdajo, ne? Kako je z znižanjem DDV-ja. Pa me zanima, Ivan, kaj ti v tem meniš? Ne, jaz nisem za znižanje DDV, sem za znižanje dohodnine in enostavno naredi kalkulacijo, koliko DDV-ja plačaš zdaj po višji stopnji, ne, od svojih plač ali od svojih dohodkov in koliko bi plačal, če se bo stopnja znižala, ne vem, na 20. Torej, jaz sem delal izračune, ker večino ljudi porabijo za hrano, če imajo 800 evrov ali pa 700 evrov plače. Pri takih ljudeh prihaja nekje, da bi, če bi se stopnja znižala dol, bi privarčeval mogoče na mesec, ne vem, 2, 3 ali pa 4 evre. Če zdaj tako čez palc govorim. To je prehrana, pa ti imaš še elektriko, ti imaš... Govorim ti o vsem, naredi izračune. Glej, na 400, če imamo midva 500 evrov, na 500 evrov je 22, 110 evrov davka. Se pravi, ti zagovarjaš, že tistim z nizkimi dohodki bi se pač... Ne, jaz zagovarjam, da DDV ostane takšen, kot je. Bi se jim bolj poznala sprememba pri dohodnini, pri olajšavah in tako naprej. Ker nekaj moram vedeti, DDV je davek, ki najhitreje teče v proračun. Vse drugo čakaš preko akontacij in tako naprej. Zaradi tega zdaj spravim. Torej ta vlada je... Lucija, vidva z možem sta pa kaj ugotovila, ki si prej rekla, da ste se kregali? On je na Ivanovi strani, ne? Aha, mož tvoj. To definitivno. Pozdravljamo soproga. Ampak jaz sem pa bolj solidaren človek. Jaz pa recimo vem, da ljudje, ki imajo več dohodka, si lahko privoščijo privatne zdravnike, jih lahko plačajo, ne stojijo v vrstah, ne čakajo 1 leto. Drugi ljudje z majhnim dohodkom pa pač morajo biti v teh čakalnih vrstah, tudi vest nimajo in tako naprej. Mislim, hočem reči, jaz se srečujem s temi ljudmi, ki živijo na socialnem dnu. In zato je mogoče moj občutek do solidarnost do teh ljudi višja kot... Ampak sej, Lucija, če Ivana prav razumemo... Tudi pri meni je solidarnost. On pravi, da bi tem ljudem bolj pomagali s tem, da se pač... Viš, kaj imamo problem? Da 90% samostojnih poklicev plačuje od najnižje osnove davke. In prispevke. Ja, Ivan, samo se veš, kaj pomeni za nas, za samostojni poklic. Danes imaš, jutri ni nujno, da boš imel. Ampak zakaj bi vi plačevali od najnižjih prispevkov? Dajte si visoke prispevke, plačite od visokih prispevkov. Ker ne koristimo niti zdravstvenega zavarovanja, ne, zato ker gremo k privatnim zdravnikom in plačamo. Kako lahko greš z nizkimi plačami prispevkami k privatnemu zdravniku? Hvala Bogu, meni je že v Jugoslaviji nisem hodila k zobozdravniku na zdravstveno zavarovanje. To je sploh bilo možno? Ja, tam si šel kakšno klet, pa so ti naredili zobe. Skratka, in nisem nikoli koristila privatnega zdravstvenega zavarovanja, pa ga plačujem. Pa tukaj govoriva o vrsto drugih zdravstvenih posegov. Ampak imam pa upravka z ljudmi, ki morajo za otroke, bolne in tako naprej plačati, če grejo na zdravljenje v tujino, tukaj bi mu pa recimo nogo odrezali, to mi je zdaj primer, ta zadnji, pa mu ni, pa se cela vas v Prekmurju zadolžila, da mu je dala denar, da je otroka peljal na Dunaj in mu zdravstvena zavarovalnica ne povrne denar. Ja, to je pa zdaj vprašanje za zdravstveno zavarovalnico, zakaj ne povrne? Ki bi morala.
Bi morala, in zdaj gremo na ustavno. Ja, bomo videli, kaj to bo. se tudi v vdaji naši večkrat zato prizadevamo, ta princip, ne, se pravi, da zavarovalnica povrne pač strošek Normalno. dejanski, ki je nastal pri zdravniku, ki je nastal, ne da ti predpiše država, kateremu zdravniku lahko greš. Ne. Jaz se spomnim, ko sem imela hči v bolnici 1 uro in pridem z tistim odpustnim pismom in piše, je bila hospitalizirana 2 dni. Takrat je bil še otrok to, ne. In so šla nazaj na pediatrijo, so rekel, čakajte malo, si smo bili samo 1 uro tukaj, ne. Ja, ne, vi to ne razumete, vi tega ne razumete, mi s tem denarjem pokrivamo ene druge stvari, ne. Mislim, zakaj golfati sam sebe, ne, mislim. No, in zdaj smo prišla na bistvo. Ja. Vsi so, torej tudi ZZZS je proti socialni kapici, ker imajo izpad. Zdaj pa to, kar si ti povedala, pomeni nekdo golfa in oškoduje ta isto blagajno, ne. Ampak golfa sam sebe, ne. Ja, ZZZS je posebna zgodba, ker tam not sedijo tudi predstavniki dobaviteljev, ne, kar je sploh paradoks non plus ultra, če mene vprašate, in so odločajo v skupščini o cenah pač zdravil. Ne. Ampak, če se mi vrnemo na današnjo Pojmo na mi debirokratizacijo. Ja. Davko noben ne mara. Na današnjo debato. Ja, davko noben ne mara. Zdaj, DDV smo obdelali, veliko vprašanj smo dobili tudi na tvojo priljubljeno temo, Ivan, delavci, migranti, ne. Ne, Zdaj, to ne bom odgovarjal, ne bom odgovarjal, to smo končali. Najprej razčistimo, prosim te, zdaj, sistem v Sloveniji se je glede delavcev migrantov spremenil, ne? In v kako smer se je spremenil? Se pravi, vemo, to je zmeraj problem, bil je včasih problem, da so morali doplačevati dohodnino. Kaj se je recimo tukaj spremenilo? Aljuš, v zvezi z delavci migranti ne bom odgovarjal. Ja, dobro, pa to je zdaj Ne, niti smisla, slučajno, gled, toliko groženj, koliko sem jih dobil od njih v Ja, zadnjih 2 sej tednih. ne verjamem, Ne da bom ti se bojo pogovarjal, grozili. preskoči. Odgovori drugim ljudem, Ne ki jih bom zanima odgovarjal to. nobenemu, druge ne boš? zanima, druge ne Okej. bom. No, bom jaz povedal, skratka, zakonodaja se je spremenila v tem smislu, da jim ni treba doplačevati dohodnine. Oziroma, Lucija, ti imaš tudi take primere, verjetno koga zastopaš tudi Meni na je nekdo sodišču? rekel, da Ja. mora 8.000 evrov v enem letu doplačati. Doplačati 8.000 evrov. Zdaj pa, lej, Ja. rekel mi je. Rekel ti je, okej. Rekel mi je. Zdaj, Ja. jaz pač strankam načelno verjamem, a ne. Ja. Dobro, tu Ivan pol se ne bomo smeje, daleč zdaj prišli. videla nisem, Ja, ne, Ivan tako je da- zdaj Špilfiderber, ne? On ne bo odgovarjal, Sigurno, se bo glej, ne smejal. bom. Jaz sem se veliko boril za njih, veliko sem mi poskušal Ja. pomagati, dobil sem pa take porcije, da pa njihove, Ampak njihove, a je, njihove besede niso... Pa bom pa drugače obrnil vprašanje. Po Ne vajnem bom ti mnenju. odgovoril. Ja, ni treba. Po vajnem mnenju, a je v interesu države Slovenije, da stori vse, da ti ljudje, ki delajo recimo v tujini, da se ne preselijo v tujino, ali ne? Ali Jaz nam je mislim, to da vseeno? da bi moralo biti v interesu Zakaj? Slovenije. No, povej, zakaj. Zaradi tega, ker ali boš ti ohranil slovenski narod na slovenski zemlji, Ja. ker mislim, moje stališče je, torej jaz nisem ne rasist, ne nič, ampak moje stališče je, da ima vsak pravico do svoje domovine, a ne? Okej. Da ostane tam, Se pravi, ti kjer se je bojiš, rodil. da bo zmanjkalo Slovencev, če bojo vsi šli v Avstrijo? Ja, in mi bomo vozili poenostavljeno še rečeno. slabšo delovno silo, vidimo pri zdravnikih, Ja. ne vidimo pri medicinskem Okej. kadru. Delovna sila je slabša Ampak izobražena kako se da kot to naša. recimo preprečiti, Lucija, če zdaj hipotetično gledamo? Ne? Ti ljudje, ki delajo v Avstriji, recimo otroke imajo še pri nas v šoli, v osnovni šoli, ne? Se borijo za to, da bi bila nemščina prvi tuji jezik že od 1. razreda. Potem pošljejo otroke že v srednjo šolo, recimo v Avstrijo. Ne? Potem jim Avstrija da parcelo za 1 evro, če se preselijo tja, pa tam naredijo hišo. Kaj lahko mi zdaj v Sloveniji naredimo proti vsemu temu, da bi oni ostali tukaj, ob tem, da že zdaj ne plačujejo dohodnine pri nas in ne prispevkov in tega ne pri nas? Pri meni je bil Ja. župan Kostela. Aha, okej. In mi je rekel, da on da zemljo, občina da zemljo za gradno hiš vsakemu mlademu paru, ki želi. Ja. A ne? Zastonj, In koliko se jih je prijavilo? niti eden. Zato, ker seveda ni dovolj zemlja, a ne? Ti rabiš imeti neke službe, ne? Oziroma ta vlak, ki zdaj tako slavnostno vozi koliko 1 uro pa nekaj do Ljubljane. Mislim, da se peleš, ne vem, iz Mihna. Ja, to je pot je pomembnejša od cilja, ali kako že gre ti reklamni slogan. Ja, če na poti uživaš, ni važen cilj, ne? Ampak ta pot ne uživaš na njej. Ne? Ja. Skratka, hočem reči, s to politiko bi sigurno, če bi hkrati dobil še ti neke tovarne, neke investitorje, da bi investirali, bi ti lahko mlade pridobil. Jaz ko hodim po Kočevskem, mislim, a veš, to bi se razjokal, tako je lepo. Ja. Mislim, resnično mene gane ta lepota. In zakaj bi ljudje vsi trpali se v Slovenijo, ampak če se spomniš, regionalizacija, decentralizacija, to sploh Ja. več ni, te vlade, to sploh več ni noben cilj. Ne? Ampak sej,
Ne, Lucija, pač ljudje grejo s trebuhom za kruhom zdaj. Kako ćeš to preprečiti v resnici? S tem, da jim daš delovna mesta tukaj, ki so normalno plačana. Ne? Ja, če prav Ivan, da podjetja si to ne morejo privoščiti, da mi tudi Podjetja si ne morejo davkov privoščiti tako visokih. Mislim, zdaj, ko je bila minimalna plača dvignjena, kaj se je naredilo? Saj oni ne dvignejo minimalne plače v resnici. To se dvignejo vsi prispevki po vrsti, je tako, Ivan? Vsem se dvignejo prispevki. Ne? Ja, če gre minimalna plača gor, grejo tudi prispevki gor, seveda. Ampak je zdaj država dala po 50 evrov do zdrav. Ja. Tole me še zanima, Ivan, če boš na to vprašanje odgovoril, no? Boš povedal, skratka, en gledalec je vprašal tudi, kako je z vročanjem, če ga 14 dni ni doma. A tvoji predlogi to pač vključujejo? Ne, to prvo ni bil moj predlog in tega ni v zakonu. Ni v zakonu, ok. Ampak ne bodo ljudje, torej ne bodo pozorni, če odpotujejo za dalj časa in tako naprej. In tudi spod se vidi tole, kaj teče tale tekst od spod, da je prej nekdo napisal, zakaj mora obvezno dati podatke državi. To ni res. Torej to nikjer ne piše, vse je prostovoljno. Ivan, jaz sem tebe slišala na televiziji, pa mogoče spet sem laufala okrog, ker ne zdržim, da bi gledala samo televizijo, da si rekel, da če gremo za več kot 14 dni, da ne nekomu javimo. Jaz se spomnim, da so mene takrat, ko sem imela te vlome, razlagali, kaj ne dam, da ob 11 mi bo Traviata igrala, ob 3 zjutraj se mi bo televizija prižgala, da ne smem nobenemu povedati, da me ni, in zdaj ne bi nesla državi in rekla, ljubčki mene pa 3 tedne. Lucija, sama veš, si odvetnica, torej veš, kako je s pošiljkami. A si ti lahko privoščiš, da za en mesec nekam odpotuješ? Jaz na pošto dam razpoložbo. Ti daš razpoložbo na pošto? Ja, pa itak že pošti poveš, da te ni. Ja. Pa je to v redu, pa pošta ve. Ne povem, da me ni, ampak da me ne bom dvigovala pošta. Da ne boš dvigovala, ampak če tebi pride pošiljka, pa jo ne dvigneš v 15 dneh, se 15 po ZUP-u. Ja, se šteje za vročeno. Ti ne moreš nič. Po ZUP-u se šteje za vročeno, normalno, in potem ti že razen, če imaš premajhen nabiralnik, pritožbeni rok in ko po enem mesecu prideš nazaj. Ampak jaz pošljem pravočasno DURS-u, a ne obvestilo, da me ni. Strinjam se s tabo, ampak to mi naredimo, kaj pa navadni ljudje. Ivan, če te prav razumem, tiste poenostavitve, ki si jih ti predlagal, grede elektronskega vročanja in tako naprej, so vse na prostovoljni bazi, nič ni obvezno. Torej, kdor želi sporočiti svoj elektronski naslov, sporoči svojo telefonsko številko, ki jo tako ima vsaka trgovina v Sloveniji od nas, vsaka agencija, s katero potujemo preko spleta, pomeni sporoči telefonsko številko, elektronski naslov in na ta elektronski naslov bo prejemal pošiljke, na telefonsko številko bo dobil geslo, da to pošiljko odpre. Zadeva je popolnoma enostavna in prostovoljna. Na prostovoljni bazi. Ok, se pravi, noben ni prisiljen, če noče ne rabi tega delati. Ti si rekel, vsaka gre čez to, če sem te prav takrat slišala. Vsaki gre čez mejo, dobi obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve. To sem povedal, da tako imajo naše telefonske številke. Ja, ampak, a veš, oni imajo telefonsko številko, zdaj tisti telefon ni nujno, da je z mano, ne? Tisti telefon je lahko s komerkoli. Državljani moramo biti odgovorni. Ne, anonimizirano je, ne vejo, da si to ti, ne? Oni pač pošljajo vsakmu, ki zamenja pač omrežje, pošljajo to, ampak ne vejo, da si to ti, ne? Lucija, ti veš, kaj pomeni zamuditi rok. Vem, katastrofa. Točno tako. To pomeni, vsak se bo moral navaditi in poskrbeti, da bo njemu pošiljka prišla. Bilo je včasih drugače, ker se je pošiljka vračala nazaj na davkarijo, nazaj ne vem kam. Danes čaka na pošti, 15 dan. Samo, a je to pol poenostavitev, Ivan, če moram jaz zdaj poskrbeti, da pošiljka pride? To pa ne razumeš, Peter Ljuš. Ja, sej, povej, razloži mi. Če se boš odločil za elektronsko, ne čakaš pošte, navadno pošto, ampak čakaš lepo na računalnik, dobil boš na računalnik odločbo, tako kot danes dobimo tisti, ki smo se prijavili na e-davke, dobimo informativni izračun dohodnine na svoje e-davke in si jo natisnemo. Tako boš dobil odločbo in si jo boš natisnil. Ali už dobil boš odločbo, kad ti je pokvarila dopust. Ne? Ja, če pa ne bi tega bilo, pa ne bi vedel in bi užival na dopustu in bi prišel domov in bi mi pokvarili povratek z dopusta. Točno tako, ker ne bi bila možnost pritožbe. Ja, razumem. Dobro, to si bo vsak sam se bo, ja, izvoli. Ta zadeva je za tiste, ki tako želijo, ki so pač bolj digitalno razviti. Meni to zadostuje, če na prostovoljni bazi, kdor želi, naj to naredi, hvala Bogu, super, če to državi v redu je tudi meni, pa tistim, ki to naredijo. Prav bi bilo, da bi bil rok 30-dnevni, potem 30 dni, imaš časa, 15 dni za vročitev, pa 30 dni pa vsak pride z dopusta. To bi bilo, recimo, prijazna država. Pri davkih imamo 30-dnevni rok za vložitev pritožbe pri davčnem inšpekcijskem nadzoru, katerega sem jaz predlagal takrat leta 2005, ko smo delali, ki prej je bil 15-dnevni rok.
Tako da to vse se da narediti, vse se da določiti, samo mora biti Vse se volja. da, Ja, samo vse se da, če se hoče. Ja. Okay. Ampak tole me še zanima, Ivan. Veliko debate je bilo tudi okoli tistih, zdaj ne vem točno, ali slipov ali računov v trgovini, da ga vzameš, če ga hočeš. In kje smo pa tukaj? Kako je zdaj stanje? Moj predlog je bil takrat, Ja. da v trgovini, ko plačaš s kartico, Ja. to se za mene šteje za negotovinsko plačilo, da ti ni treba vzeti, torej da se račun normalno v sistemu Ja. evidentira, Zavede, ja. ampak ti ga ni treba natisniti in je zadeva zaključena. Edino, če ti rečeš, da ga želiš imeti, Ja. takrat ti ga natisnejo. Sam- In še nekaj, ja, da povej. povem. In zdaj je tudi pripravljena sprememba, kar smo lahko že brali v medijih, Zakon o davku na dodano vrednost, kjer pa določa, da sploh nobenega računa več ni treba natisniti, če ne želiš. Nobenega, ampak kaj pa tista akcija vklopi razum, vzemi račun, to zdaj ni več razuma? Ali kaj je zdaj? Tista akcija v Ja. današnjem Prekorelje. digitalnem sistemu, ko se Ja. vse evidentira preko blagajne, pustila tiste obrtnike in tako naprej, ampak govoriva o ta velikih prodajah, o ta Ja. velikih dohodkih, se vse evidentira. Pri teh, bom rekel, obrtniki, ki imajo pa tudi nek svoj sistem, pa me ne bo Ja. nihče prepričal, da to ne moš nadzirati. Sej vidiš, če nekdo en teden ne izda računa, pa ga vpraša za zdravje, zakaj ni izdal nobenega A pa je računa. to mogoče preobsežno za finančno upravo, da bi to nadzirali? Ne bi rekel, da je Ne, preobsežno. aha. Lej, Se pravi, lej. oprosti, Lucija, se pravi, jaz, ki sem do zdaj zmeraj vklopil razum, vzel račun, pa ga takoj vrgel v smeti, zdaj pa v bistvu Si bil v ne prekršku. rabim, ne rabim več skrbeti, da me bo kdo na vratih vprašal, če imam Torej, račun. tako pa kot je vlogo, zdaj če ga pripravljeno, ne. Okej. Ampak zdaj pa povej, koliko glopa je bilo izdanih na to temo. Ne vem, sej pravim, jaz sem zmeraj čakal v strahu, če bo kdo prišel, pa nikoli nobenega ni bilo. Mi je bilo pa res malo nerodno tisti papir tam stran metati, okay, to pa priznam. Ne. Še kot treba Samo- si, ko tam stojiš, pa čakaš na tisti račun, da pride Ja. ven. Ne, da Sem ga pa zmeraj oštrambar- vklopil razum in sem ga vzel, ne, ampak A ja. potem sem ga očitno izklopil, pa sem ga vrgel stran. Ja. Ja. Ok, se pravi, ti si, Lucija, hotela še nekaj dodati tlele okoli teh računov. Ne, jaz Ne. mislim, se pravim, človek si želi, da bi bila njegova država prijazna, da bi jo imel rad in da bi z veseljem davke plačal, ker bi videl, da se tudi davki pravilno trošijo. Ne? Ja. Če pa ti vidiš, da smo gledali zadnjič v neki oddaji, da so zdravniki, ki jih sploh ni bilo v službi, dobili ne vem, po 20.000 evrov dodatkov, Ja. ki so ne bi bili davčno oproščeni Ja, za davek ja. na to, potem pa ne moreš več reči, da je ta država in pravična in prijazna do ljudi in tako naprej. Torej, s tako državo se težko identificiraš. To Ja, Lucija, sam- Lucija, a si videla dokaze, da zdravnik ni bil na službi in tako naprej? Ali Torej, to so- zame je dokaz to, da delaš 400 pa nekaj ur. A greš ti k zdravniku, ki bo imel 400 ur na mesec narejenih? Ne greš, ker potem veš, da te bo zašuštral. a ne. Lucija, ti mislim, da dobro poznaš, kako zdravniki delajo. Zadnjič Vem. sem s svojim bratom govoril zvečer ob 10, ko je nehal operirati. Ja. Pa je začel verjetno zjutraj. A veš, pa, Jaz tudi po noč delam, vsako noč pa Saj vsak zato vikend pravim, delam. ja. Ne? Zato pravim, da jaz ne bi kritiziral nobenega, koliko ur je delal, zato ima svoje šefe, ki ga morajo nadzirati, preverjati, koliko ur dela, ampak jaz imam kar nekaj zdravnikov poznam in vem, koliko delajo in vem, koliko so v službah, če se pa kdo med njimi najde, ki pa ni ta prav, pa bodo že z njim razčistili, ampak ne moreš pa zato vse početi, ker dejansko vem in medicinske sestre in vse, imam kolege zdravnike, ki delajo v covidih. Jaz sem enkrat enemu rekel, pej ti bom zliktal, boš pri zdravniku šel v covid oddelek, boš videl, kaj to pomeni. Pa boš takrat razmišljal. Jaz imam Ni ogromno žlahte pošteno. zdravniške Ja, vem. In vsi mi pravzaprav povejo isto, da eni dobivajo tukaj, oni, ki so pa glih tako na COVID oddelkih, a ne dobivajo teh dodatkov. Skratka, tukaj se je naredila ena velika krivica med zdravniki, ampak ne bova se o tem. Ne? Ampak moramo spet videti, da so izplačila za Le dva moj brat je pač samostojen, Jaz, ne njega jaz briga. mislim, da lahko dva sklepa danes sprejmemo. Prvi je ta, da moramo nujno narediti še oddajo o tem, kako se denar porablja v Sloveniji, ne? Ta, ki se zbere preko davkov in drugače v državno blagajno. Drugi je pa ta, da je Ivan napovedal še en protibirokratski zakon do začetka poletja, kar pomeni, da še v tej sezoni se sigurno dobimo oddaje tudi na to temo. Za danes pa magister Ivan Simič, Lucija Šikovec-Ušaj, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v osnovi zamišljen kot antibirokratski, ampak na koncu je bil predvsem v davkih že 570 faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj tehnika v Sloveniji ni popularna. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.